Po dolgem času sem spet v gmajne, pa kva se v gmajne ponavadiva. Seka se. No, pa sem rekel, da ne sam pametval prav neki amatersk, imam sabo tudi inštruktorja Romana Črniča. Pojďte z mano. Roman, živ? Zdravo. Ti danes pa kakšno podrva, ne? Seveda, zato sva tukaj. Točno to. Zdaj imaš še te prvo povej, kakšno je pa tvoje poslanstvo. Ja, jaz sem tukaj v Ivančni Gorici, reverni gozdar in pa inštruktor varnega dela z motorno žago na Zavodu za gozdove Slovenije. No pa bomo sigurno marsikaj znal povedati. Sigurno, mislim, da se boš veliko naučil. Kakšen je pa postopek, ko gre lastnik v gmajno, oziroma kva vse sabo rab, kako sploh ve, kva podret? Ja, prvo mora lastnik iti z revernim gozdarjem Zavoda za gozdove Slovenije, označiti drevo, izbrati drevesa, skupaj jih izbereta, označita in seveda pol se mora pripraviti za samo delo v gozdu. To ni samo, da prideš, pobereš stvari pa greš. V prvi vrsti moraš opremo pregledati, motorko moraš imeti nabrušeno, orodje moraš imeti pripravljen, bencin, mešanico, olje in pa seveda vse, kar zraven paše. Tudi prva pomoč moramo imeti, vedeti moramo, kam gremo. To bom pol malo kasneje povedal. Zelo pomemben je, da si napišemo na en obrazec, kam gremo, da če se kaj zgodi, da lahko to preberemo, ker takrat se kaj zgodi, smo pod stresom. In pa sami moramo biti opremljeni tako, kot je treba, zaradi varnosti in nikoli sam v gozd. Nikoli sam v gozd. Ko gremo v gozd, prvo moramo poskrbeti za lastno varnost, se pravi, moramo imeti osebno varovalno opremo. Prva je čelada z mrežco in pa z glušniki. Oboje je zelo pomemben, tudi lažje je delati, če imamo mrežco pa glušnike. Mrežca zato, ker ko žagamo, žaganje leti okoli in okoli, ti prileti lahko v oči. Če imaš mrežco gor, tega ni, a ne. Glušniki pa tudi, če jih ne uporabljaš, si gluh. A ne, če dosti delaš v gozdu, zato je treba glušnike nujno uporabljati. Potem imamo gojzdarje. Gojzdarji so protivrezni s kapco, tudi da dobro stopaš, ker delamo v strmem ponavadi, ne naravnem, tako kot bomo danes. Potem imamo protivrezne hlače, brez tega sploh ne gremo v gozd. Zakaj? Zato, ker če se slučajno užagamo z motorno žago, nam ta protivrezna vlakna, ki so noter, kevlar, nam motorno žago v trenutku ustavi. Fino je, da imamo klaso 2, oziroma 1 je najbolj pogosta, klasa 1. To je pač hitrost verige. Brez rokavic ne gre, rokavice moramo imeti, zaradi tega, da si rok ne poškodujemo. Jakna je pa fino, da imamo tako, da se nadaleč vidi. Ta barva je nenaravna in zaradi te nenaravne barve smo nadaleč opazni. Marsikdo gre rad v gozd v varovalnih vojaških oblekah. Če se mu kaj zgodi, ga nihče ne bo našel tam, če je nekje v grmovju. Zato mora biti res oblečen, varno, vidno, pa še lep si. Kar se osebne varovalne opreme tiče, je to. Potem je pa še oprema za delo v gozdu. Zdaj, prva stvar je seveda, da imamo vse pri roki. Zdaj, če se obrnem, imamo tukaj kajle za klint, tukaj je meter. Meter je zaradi tega, da si lahko skrojimo. Tukaj tole je točno, Če imamo pa palco metersko, je pa vsakič malo krajš, pa malo se zmotiš in ne pride točen meter. Seveda, vsak odkupovalec bi pa rad imel točno mero. Naslednja stvar, zelo pomembna, če ne celo najbolj pomembna, je pa prva pomoč. Ta prva pomoč je pomembna zato, če se mojemu kolegu kaj zgodi, da mu lahko jaz to prvo pomočjo pomagam. Zame, kot rekel lastnik gozda, je fino, da imaš ti prvo pomoč. Če se meni kaj zgodi, da mi boš ti pomagal, jaz bom z mojo prvo pomočjo te pomagal, ti pa s tvojo mene. Zato je prva pomoč res zelo, zelo pomembna. Potem seveda imamo sekero, naganjalni vzvod, fino je, če imamo cepin. V gozd, ko gremo praviloma tudi s traktorjem pa z vitlom delati. Na vitlu mora biti usposobljena oseba, se pravi, mora lastnik znati delati z vitlom, zato ker če ne znaš delati, se hitro kaj naredi. In ne samo, da zna on delati. Vsi, ki so v gozdu, morajo znati delati z vsemi orodji, ki jih imamo s seboj. Se pravi, če imamo vitel pa traktor sabo, moramo oba znati s tem delati. Ne obvladati, ampak delati. Moraš znati užgati, prestaviti traktor recimo, vitel popusti, potegni, namreč, če jaz to obvladam, pa se mi nekaj zgodi, nesreča nikoli ne počiva, me boš lahko ti prvi rešil. Če tega ne znaš, kako mi boš pomagal? Ne boš mogel. Enako velja z motorno žago, užgati, prežagati te osnovne zadeve, ker ne glede na to, da obvladamo zadeve, nesreča se hitro lahko zgodi in če droben drevo pade na mene, lahko umrem, če mi pač kolega ne bo mogel pomagati s tem, da prežaga deblo, da z mene dol pade. To se pravi, varnost na prvem mestu. Stola delovno bundo črno, nisem nekaj prav prištivan za gmajno, Čisto nič. Pa 2 morata biti v gmajno, 2 sposobna. Ne samo ena. Ki znata delo, ja. Ne en pa, recimo, da vzameš otroka s sabo. Otrok ti ne more dosti pomagati, če ne moreš žgati motorne žage. Kaj bo mamici prišel povedati, da je tebe ubil? Ja, seveda. Tako, kot sem rekel, mora biti sposoben, da je ali prežaga, ali v traktorju zna kaj narediti. Tako. Pa pozabil sem povedati tudi, da je zelo pomemben telefon, ki ga imamo, vedno ga moramo imeti pri sebi, zato ker z njim lahko pokličemo pomoč.
na 112. Ja, kako pa ne pa jaz človek na urno stran telefona povem sploh, kje sem, to ni tako enostavno. Zato je pa Zavod za gozdove Slovenije naredil en obrazac, smernice za klic v sili, s katerim točno lahko poveš, kje si. Dejansko je pa tako, a ti meni, ko pojma nimam, odkot si, kje imaš gozd, a mi znaš povedati, kako bi jaz prišel zdajle v tvoj gozd? Jaz pa težko, verjetno pensajte bom lov not, pa boh je kaj govoril, se še stoga zgubo, že samo hval not. Sej zato pa so te smernice in v smernicah točno napišemo, kako, na kakšen način najlažje pridemo do lokacije, kjer se nahajamo. In to bi mogel imeti vsak lastnik in gozdar v avtu in pa v žepu, če do česa pride, da lahko kolega, ki je pod stresom, prebere, ne pove, prebere, kako prideti. Tukaj imamo mi za tečaje, malo večjo prvo pomoč, važen je, da jo imamo malo večjo, ni treba, da je toliko velika. In pa še ena stvar, trak, v primeru, da nam drevo obvisi, da ga nismo mogli rešiti, sprostiti, je treba trak vedno napeljati okoli drevesa obviselega. Po gozdu se sprehajajo sprehajalci, gobari, lovci, gozdari in pa še kdo drug. Lahko nanga v primeru vetra ali pa nenadoma se sprosti drevo in seveda za njega bomo odgovarjali mi, če bo drevo padlo nanga. No, da so pa midva prta najbolj zanimivih rečih, pri motorkah. Kaj pa me zanima, tlele je cel kup, kako ne jaz ne vem, kje je ta prava, kje je za začetnika, kje je za podirati, kaj za hlistati. Tukaj imamo različne, od najmanjše do največje profesionalne motorne žage, ki jih proizvaja podjetje Štil. Jaz seveda uporabljam za doma, sam sekam 362 motorno žago, se mi zdi najbolj optimalna, kar se tiče teže, to je tale, ja. Ta je nekako najbolj optimalna. Zelo blizu te motorne žage, 20 dek, težja je 400, danes bom žagal 400 tako, Moram reči, da te dve motorne žage so približno enako težke, meni so tudi simpatične zaradi moči, 400 je celo zdaj malo novejša, močnejša in uporabljam eno žago tako za podirati kot za klestati. Nimam dveh motornih žag, zato ker s pravilno tehniko kleščenja nimaš utrujenih rok, ker v bistvu ne nosiš motorne žage pri kleščenju, največ se utrudijo roke, sam veš, da pri kleščenju, ker nosijo ljudje, motorno žago pri kleščenju moraš peljati po deblu. Sicer imamo pa tukaj še močnejše, 500 je, moram reči, zelo močna in ima razmerje med težo in pa močjo najboljšo, vendar je za mene, moram reči, da nisem glih najmlajši, pretežka žaga, seveda, če bi bil mlajši, bi jo z veseljem uporabljal, kaj ne rečem. Tako je. Sicer imamo pa tukaj manjše motorne žage, tukaj imamo 362, zdaj 361 pa 201. Vmes manjka še 241. Te motorne žage so pa recimo tako prijetna za podiranje drobnejših dreves, tanjših, ne vem, drobnjak, ali pa za kakšno nego delati. Ta 201 je res zelo lahka, če tu primeš po eni roki lahko držiš, super motor. Tudi dosti močna, ni pa za podirati, kaj manjšega, ja, za kakšna drva, sicer pa ne. No, zdaj imamo pa še tukaj ena novejša motorna žaga. Jaz sem zelo skeptičen, kar se teh baterijskih žag tiče in sem jo dobil v test tole žago že pred časom. Z njo sem podaril jelko debelo 60 cm, brez problema, za eno baterijo. Je pa isto hit vrti, pa ista moč? Isto hiter vrti, močna, ni toliko kot motorna, ampak kljub temu se da pa lepo z njo delati, ima vse elemente profesionalne motorne žage. Moram reči, da sem bil zelo presenečen na to žago. Edina stvar, da baterije še niso toliko močne, da bi lahko cel dan delal z njo. Lahko podreš en drevo, pa še malo in to je to. To se pravi, danes bo bolj 400, šta pa le? Ja, danes bo 400, tudi če pogledamo meče, vsaka motorna žaga ne more gnati mečev enak dolgih, Špofnejka je žaga, krajši meč mora biti za optimalno delo, Jaz osebno imam raj krajši meč kot daljši, tudi v praksi doma, ko opravljam dela, najraje uporabljam meč dolžine 40. Če je res debelo drevo uporabljam 45 meč, sicer pa 40. Pa nič nismo še govorili, kako danes kaj podirova, kaj zahtevam ga, verjetno bolj osnovne zadeve. Ja, danes bova podarila dva drevesa, eno jelko, tako osnovno, ker tukaj bom pokazal tudi osnovno, kako se pravilno pristopi k samemu delu, in eno drevo, ki močno visi, ker taka drevesa so ponavadi največkrat na kmetijah, lahko tudi kakšnega ubijajo. Lastniki gozdov ali pa tisti, ki gre delat, se ponavadi najmanj boji drobnih dreves, ampak drobna drevesa ubijajo. Ko se sprosti, so velike sile in lahko tudi te ubije. A greva kar do drevesa, pa tam pogledala, kako se stvari streže? Seveda. In kar v roke zagraboš. Ja. Tole pa tudi ena fajn kantica. Jaz imam ponavadi doma dve kantice, za olje posebej, za bencin posebej, pa tiste pimpeke gor. Zdaj pa vidim, da imaš to precej poenostavljen. To je super zadeva, to je kombinirana posoda za olje pa gorivo, Je pa proti temu, da bi polival, tule se pritisne noter in olje ven teče. Ampak ko polhana v to, kaj min teklo? Nič ne bo tekel, nič ni treba videti, ko neha ropotati. Pogledaš, je čist polna in isto imamo za bencin. Pritisnemo, pa se nič ne poliva.
To mu pa boj takrat, ko mene 5 kislov na dan skurudi. Ja, sej. Da še ne rabim. Roman me je tudi naučil, kako je najlažje motorko nositi. Evo, tako da spodi. Pa še prav je mu. Čist simpel. Aha, zdaj pa vidim štempelj daj. To ni štempelj, to je pika. Štempelj imamo na unji strani, tisti štempelj je zato, da se vidi, ko ti podreš drevo, da jaz vidim, da je bil odkazan. To je pa zato, da ti vidiš, kjer drevo je za posek. Aha, zastopam. Bova podrla ga in določila bova smer podiranja, nevarnosti bova pogledala, kam visi, v bistvu vse skupaj. Pa ne bo, da kar začneva. Kaj, ta prvi smer je treba določiti. Prvo je treba določiti, kje nevarnosti so tukaj pri tem drevesu. Če pogledava gor, je drevo sveže, se moramo malo odmakniti par metrov stran, pogledava, če drevo kam visi. Praktično je naravno zgor. Zdaj, ko smo to pogledali, se moramo še za 90 stopinj na drugo stran postaviti, da pogledava iz dveh koncev. Kam visi, če so kakšne težišča, če je spremenjen zaradi vej. In potem moramo vedeti, kje bo šel les ven. Les bo šel ven po vlaki tamle na unem koncu. Bomo tako podirali, da bo ritem šel na tisti konc ven. Seveda mora biti tudi plec, kam bomo podirali. Gremo še pogledati na drugo stran, kam visi. Drevo sorazmerno naravnost, malenkost ima na desno stran veja. Težišče praktično nič ni spremenilo. Tako da drevo je vertikalno, gremo pogledati še tamle gor, kako ga bo podirala. Jaz ponavadi pridem do drevesa in se naslonim na drevo, pogledam gor v krošnjo in si poiščem smeri, kje je prostor, kam bi ga lahko podaril brez škode. Najlepše je vedno podirati v ribjo kost glede na vlako. Vlačil se bo takole dol in bi bilo najlepše škele podirati. Tukaj je prostor in je idealna linija je tisle drevo, ki je brez vrha. Drugače pa vedno si pregledaš okolico, kje imaš sploh prostor, ker zdaj je res veliko prostora. Tukaj so kolegi prej že sekali, ampak doskrat nimaš in moraš vmes. Doskrat ga ne vkajla nasloni, oziroma jaz ga tudi doskrat namenoma naslonim. Zaradi tega, da ga lahko spodnesem pa povlečem v smer, kamor bi ga rad potegnil. Ajde, se tako poje prilagaja. Ja, ni nujno, da ti na tla pade, drevo. Lahko ga nasloniš, spodžagaš, spodneseš z vitlom, in ko ga spodneseš, pade v smeri, kamor tebi paše tudi za lažji zvlek in tudi malo škode narediš na drevesih. Ker konec koncev drevesa, ko se poškodujejo, začnejo gniti. Že tako jih veliko poškodujemo med samim delom pa vlačenjem. Zdaj, ko sva določila smer podiranja, morava določiti še smer umika. Smer umika je vedno, glede na smer podiranja, nazaj pod kotom 45 stopinj. Se pravi, če je smer podiranja takole, se lahko umaknem pod kotom 45 stopinj levo ali pa desno od smeri podiranja. Umik pomeni, da se umikaš in spremljaš, kaj se dogaja s krošnjo. Se pravi, da moraš iti nazaj in spremljati. Če hočeš to varno delati, ti moraš okolico, predvsem smer umika in pa tudi okolico, kjer delaš, očistiti vej. Nikoli, poudarjam, nikoli pa ne smeš biti zraven in gledati. Zato, ker vedno, ko drevo pade, ne vedno, ampak velikrat odskoči, se lahko zapelje nazaj, sploh v strmini ali pa v stran. In če si ti zraven, tak drevo, če te udari, Samo odbije. Ja, če te samo odbije, je še dobro. Orang. No, tako da bo zdaj lepo spravila tole. Tele. Zdaj je kar stran, to ni zadosti treba stran. Prav stran, ja. Toliko, da niso na pot tole, te veje, pol, ko bomo zaključili z delom, bo treba tudi zložiti. Tukaj imamo nek prikaz schematski, kako se pravilno podira. Vsako drevo, ki ga podiramo, moramo narediti zasek. Ta zasek ima kot cirka 35 stopinj, odvisno, koliko je debelo drevo, tudi odvisno, kje ga podiramo, ampak praviloma je nekje 35 stopinj. Globina zaseka se pa šteje nekje med 1/6 in pa 1/4, 1/3 premera debla. Če je deblo debelo 60, je 1/6 10. 1/3 20. 10 do 20, ja, pri 60 cm. Če je manj, manj. Zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker marsikdo gre veliko več noter. Da gre preglobok. Preglobok. Večina lastnikov, ki dela v gozdu, najraje do polovice šli. Ja. A ne?
misli, da bo spremenilo težišče. Ne, namreč, zakaj moramo plitek zaseg narediti? Zaradi tega, ker imamo tukaj le ročico. Ko kajlo namo noter, naganjamo, zato mora biti plitek zaseg. Da je moč, a ne, vzvod, da imamo vzvod. Zato tukaj čim tanš, zdaj, če drevo visi nazaj, gremo na šestino, če pa recimo visi naprej, bi lahko šli pa tudi na četrtino, tretjino. Pri debelih drevesih gremo globi zaseg, pri tanjših pa plitu tudi zaradi tega, ker zadaj nimaš pol prostora za kajlo. Naslednja stvar, ki je pomembna, ščetina, je 1/10 premera debla, oziroma 2 do 5 cm. Če je 60 premer debla, je 5 cm širina ščetine. Približno, to je čez prst, a veš, gozdarstvo je veda z najmanjšo natančnostjo. To je centi gor dol ne igra vloge, a ne? Ampak da poznaš razmerje je zelo pomembno. A ne? Zelo pomembno je tudi, da če drevo je pokončno tako konajno, da je ščetina vzporedna. Se pravi, če na eni strani 5 cm, je tudi na drugi strani 5 cm. Spožagujemo pa vedno isto visoko, kot je širina ščetine, tudi višina spodžagovanja. 1/10 premera debla oziroma 2 do 5 cm. In probamo, da je to približno vodoravno. To se pravi, tale ščetina pa tudi pol služka panta, ne? Ta ščetina je panta, ne? To nam določa smer, to je vrtišče, okoli katerega se tudi drevo obrača. Ne? Če tega ni, drevo pade kamor visi. Ali pa veter zapiha. O motorni žagi povedala ene par stvari, ki je zelo pomembnih za samo delo. Ko gremo mi v gozd, mora biti v prvi vrsti motorna žaga izpravna. Se pravi, mora imeti vse varnostne elemente. Pomemben varnostni element je ostra žaga. Ostra žaga ne reže in se lahko užagaš. Enostavno. Druga stvar je zelo pocen, pa velikrat manjka lovilc verige. To pride, ne vem, 2-3 evre. Če se bi veriga snela z mečo, dostikrat se sname, ker ni dosti napeta, veriga pade dol in seveda, če tega ni, te lahko po nogi udari. Veriga se zelo hitro vrti, okoli 80 km/h. Če se bi strgala, se bo tukaj ujela. Če tega ni, bo letela k metu. Naslednja stvar, zapora plina. Če pritisnemo, pa da tega ni pritisnjenega, ne deluje, se pravi, to mora delovati. Marsikdo prenaša prižgano motorno žago brez zavore. Če to ne deluje, lahko vejca pritisne, pa se sproži. Pa se sproži. Potem imamo zavoro. Ta zavora je pomembna zaradi kickback udarca. Če mi s konico žagamo, nam lahko to vrže motorko v glavo in nas prežaga. Motorka je tako narejena, da se ta sproži. Po drugi strani je pa to tudi en varnostni element, zelo pomemben pri delu. Dostikrat pri kleščenju kdo odmika veje, spusti gaš pa hitro, mora sprožiti verigo. In takrat se ne vrti. Potem imamo amortizerje, preprečuje prenašanje vibracij iz mašine na roke. In te amortizerji morajo biti izpravni, se pravi celi. Če bi bili slučajno polomljeni, boste sicer malo težje, ampak boste lahko žagali, vendar se bojo treslaji potem prenašali na roke. Boste bolj utrujeni, če ste pa bolj utrujeni, je večja verjetnost, da se poškoduješ. In najraje se trgajo tele amortizerji takrat, ko ti pri prežagovanju stisne motorno žago in jo mi na silo ven vlečemo. Takrat se najraje trga. In pa stikalo. Stikalo mora tudi delovati, malo čuden se sliši, da mora delovati, ampak če ne deluje, ponavadi kako ugasnemo motorno žago? Zavgam. Kaj se pa pri zavgu zgodi? Ja, zazavgaš jo. Ja, zazavgaš pa gas povečaš, in se začne vrteti. Če se bi slučajno užagal, kaj boš še sprožil? In to mora delovati. Še ena stvar je na motorni žagi. Nišan, lejte tale črna črta tukaj, ko je, temu rečemo nišan. Ta nišan je pravokoten na meč. V bistvu je na 15 metrov umerjen, na 15 metrih se sekata tale črta in pa pravokotnica meča. Ta nišan je pa zaradi tega, da ko mi podiramo drevo, ciljamo točko, ne pa linijo. Ponavadi, ko ciljamo, si marsikdo zamisli, bomo podarili med te dva drevesa. Ja. To ni dovolj. Ti moraš točko določiti. Zakaj točko? Zato, ker če hočeš narediti vzporedno ščetino in meč ne pride čez deblo, lahko samo z točno določeno točko, kamor si ciljal, narediš vzporednico. To se pravi, tole je pa pomemben, da del smerišeš. Stvar je taka, s pištolo nikoli ne streljamo tako, da gledaš dol, ampak pred sabo postaviš in tudi motorno žago, ko bomo podirali, se bomo postavili za njo, ne ob njo, ampak za njo in gledali, kam merimo. Glede ožigane motorke, jaz ponovadi roke primem pa bum. Na izmet se reče temu. Na izmet je to. Ja, to ne smeš, zakaj ne? Če ima kompresijo motorna žaga, ko užgeš, kaj se naredi? Ko boš užgal, če užge,
ti jo zaniha in se lahko nogo vžagaš. Zato je treba vedno motorno žago vžigati tako, da je vpeta v 3 točkah. Se pravi, lahko jo postavimo na tla, damo nogo v ročaj, roko primemo, ena točka na tleh, noga, roka, potegnemo. Jaz osebno jo najraj vžigam med nogami, malo pokrčimo noge, tole. Ena točka, druga točka, tretja točka. Vžgeš in vedno mora biti sprožena bremza. Če ni sprožena, se lahko, ker vžigamo pod polgasom, se vse skupaj zavrti. In če bi na izmet naredil, se zavrti, se vžagaš, tako pa se ne more zavrtiti. Ko si izberemo smer podiranja, se postavimo ob drevo in imamo smer podiranja pred seboj. Če niste šli pred ženom, morate iti pred smreko, na kolena. V gozdu morate biti leni. Ne, to ne pomeni nič delati, morate odlagati orodje, kamor se da. In jaz tukaj odlagam motorko na koleno. S palcem gas, da je vodoravna, se naslonimo, pomerimo, kamor bom ciljal in damo gas do konca. Globina zaseka smo rekli, da je 1/6 do 1/3. Ta drevo je debel približno, kot sem rekel, 60, 1/6 je 10 cm. Malo več kot 1/6 bo šla tukaj. 10 cm pomeni širina meča. Pri takem drevesu bi vsi šli vsaj 2 meča noter. Nič narobe, ampak to je že veliko. Če je meč dolg 40, bi načeloma mogel priti čez, zato ni treba, obodnega reza delati. Bom pa pokazal, zakaj se srčni obodni rez dela, pa vmes še razložil. Bom pa zdaj kar začel podirati. Ti, preden ga podreš, zdaj bo kakšen ga zanimal, zakaj to sploh za podreti, zakaj pocahne en drevo. To drevo je označeno zato, ker je tukaj mladje, ob kraju imamo še nekaj tanjših dreves, da bojo začele normalno rasti, otrokom je treba dati prostor, svetlobo, da bo raslo. Zdaj bom pomeril smer podiranja. Zdaj smer podiranja lahko merimo na več načinov. V gozdu nimamo ponavadi pripomočkov. Merimo tako, da damo isti prst v dno zaseka. Gledaš v tla, kamor bi rad zadev, pogledaš pred sabo in vidiš. Zakaj ne gledaš kaj, kamor bi rad zadev? Ker če gledaš, boš vedno kaj zadev. Da vidim. Ne vidiš. Se je zaciljam kaj, kot sem se jaz zamislil prej letos. Stegnene roke, prste isto v tla, glej, pa pred sabo pol šele pogledaš. Ja pa je čist. Možno je tudi z metrom, to imamo vsi doma, daš lahko takole noter in pogledaš in more kaj kaže. Lahko pogledaš. Ja, isto je. Ja. Kako pa je tako, kdaj ga kakšen malo živ kroji tile? Korenje pa to, da nižji pride. To greš tudi malo nižji sekati, Načeloma je 1/3 premera debla drevo višji, Tehle koreničnikov, tehle, ki gledajo na stran, Jaz tega ne rad žagam, zaradi tega, ker je to potrata časa. To se žaga takrat, ko imaš kratek meč, da ti ne pride skupaj, Ali pa če se boljš počutiš, lahko to tako delaš. Jaz tega ne delam. Tukaj zažagaš ob kraj, zaradi tega, da ko drevo pade, da nakažeš, kje se morajo utrgati vlakna in se pol ščetina utrga. Če tega ni, se pogosto zgodi, da ti takole gor vlakna utrga. Ko žagate, predvsem ko se doma žaga, se označi tudi širina in višina ščetine. Rekli smo, da je tukaj približno 5 cm, širina pa višina. Mi ponavadi z motorno žago to označimo. To je samo oznaka, dotlele bomo žagali. Ne igra vloge, a gremo 2 cm višji ali pa nižji. Ampak pomemben je, da si višji, zaradi tega, da ko drevo pada, da se vlakna krivijo. To nam je bolj kot ne opomnik, da ne gremo čez to, pa da ne bomo prenizko prišli. To je opomnik, to ni vodilo. Na obeh stranih isto. Bomo naredili ubodni rez. Ubodni rez se mora vedno delati s prvim ali zadnjim zobom na ravnem delu letve. Pri ubodnem rezu je zelo nevaren, da ko gremo mi zraven, da nam
zaradi kickback udarca vrže motorno žago v telo ali pa v glavo. Zato moramo ne krčevito, ampak močno držati, delati pod polnim gasom in pa pravilno nastaviti. Bom zdaj tukaj pokazal. Oziroma bomo kar začeli. Zdaj sem spodžagal, pa par stvari je tukaj malo drugačnih, kot ponavadi se dela. Zdaj tukaj na tem mestu sem pustil peto, na tem pa na unem mestu eno bom prej odžagal. Kajlo sem dal, če tukaj pogledate, označil sem si višino, kam bom spodžagoval, in ko sem peljal motorno žago iz une strani na to stran, bi prišla malo prenizko, zato sem prestavil tukaj višje in sem višje nadaljeval. Pomemben je, da zaključimo na istem mestu, vmes pa lahko prestavljamo na višji nivo. Pomembno pa je, da so vsa vlakna prežagana. Se pravi, vsa vlakna mora biti prežagana na celem delu spodžagovanja, peta mora ostati pa neprežagana. To je ta del, ki smo ga označili. Kajlo sem dal za vsak slučaj, se pravi, če je drevo nazaj nagnjeno, se bo na kajlo usedlo, če je naprej, bo padlo, kajla varovalka, dokler je pa peta tukaj, bo drevo stabilno. Dokler je drevo upeto v 3 točkah, se pravi, tukaj imamo ščetino, pa vsaj eno neprežagana vlakna zadaj, je drevo stabilno. Kako pa to, da kdaj ne grejo sredine na ven, ampak sam kajlo narediš, pa od ozadej začneš? Od ozadej, če boste žagali, načeloma ni problem, če drevo nazaj visi, se pravi, da ti začneš od zadaj žagati, pa kar noter. Če nazaj visi, daš kajlo, se usede na kajlo in je v redu. Če pa visi naprej in je to listovc, se pa lahko zgodi, da se bo drevo uklalo na polovico in vas lahko ubije. In zato ni važno, kam visi, naprej, nazaj, vedno uporabljam peto. Tudi takrat, ko drevo močno nazaj visi, pa ga je treba z vitlom potegniti. Sam takrat prežagam peto drugače, kot na tem mestu. To se pravi načeloma kar ta tehnika, kot si zdaj pokazal. Ta tehnika je najbolj varna tehnika. Ne bom rekel, da jo vedno vsi uporabljajo, ampak tudi za enega začetnika, tistega, ki ne ve kako pa kaj, je to najbolj varna, ker dokler je zadaj peta, drevo ne bo ušlo. Koliko debelo peto pustimo, je pa odvisno od tega, koliko je drevo nagnjeno. Bolj je drevo nagnjeno, debelejšo peto rabimo. Manj je nagnjeno, tanjšo. To je pa izkustveno, ni predpisano. Na koncu pa sam še tele pete požaga? Na koncu pa sam še tele pete požagamo. To se pravi, zdaj sam še tele pete držajo. Ja, ta pa na uni strani. Jaz sem zdaj dve pete sem pustil, za vsak slučaj, ker si ti tukaj. Drugače, eno puščam, eno prežagu normalno, se pravi naravnost, drugo bom prežagu pa, kot se jo prežaga pod kotom, zato ker nikoli ne smemo pete žagati tista, ki drži naravnost, ampak vedno pod kotom. Zakaj pod kotom? Zato ker če drevo visi naprej in jo pod kotom odžagamo, če bi imeli mi takole motorno žago, ko bi začeli vleči te vlakna ven, motorka žaga naravno, se pravi sam s tem delom, mi imamo v vlaknih verigo, z te strani ne žaga in bi nam motorko potegnili za sabo, če imamo pa pod kotom, pa tudi če se ven vleče, žagamo še tista vlakna, ki so se ven potegnili. To je to, zdaj pa dajmo podrti. Kaj ne rečem? Bravo. Še paziti treba gor, če kakšna veja dol pade. Zdaj tukaj je malo možnosti, ponavadi v gozdu, kaj gozd se stoji, se pa lahko kakšna veja obesi in pol, ko klestimo, pade na nas. Evo, ta prva je padva. Zdaj pa kakšen komentar. Zadovoljen? Ne.
Ne. Ne. Kako bom zadovoljen, le koliko je visok štor. Malo sem imel tremo, ko sem jo snemal. Ja, vse naredi. Drugače pa kakorkoli že, v osnovi naj bi bil tak štor. Tukaj smo pokazali, kako naj bi se posekali in vedno moramo pogledati tudi štor po končanem delu. Sploh, če gre kaj narobe, vidimo, kaj je šlo narobe. Recimo, če si falil, pogledaš, zakaj si falil, pogledaš, če je res kaj kazal, če si zadev kaj, kamor si cilil. Mi dva sva. Jo, čist. A ne? V piko sva zadela, a ne? Se pravi, kar se tega tiče, je bilo v redu. Malo me moti, ker ko sem šel, nisem postavil vodoravno motorno žago in se pokazali tukaj na tej stopnički, a ne? Ampak zato, da sva zaključila na istem nivoju, sva šla tukaj na višji nivo. Važno je, da ti zaključiš na nivoju, ko si zamislil, a ne? Se pravi, višji od zaseka. Tukaj ob kraj smo zažagali, tukaj, da se niso vlakna višji gor potegnila, a ne? Tako da to je bilo v redu. Peta je držala. Koliko cajta pa to je en povprečen človek rab, da se navadi takale? Ne vem, s prakso se navadiš, to ni tako težko. Več, ko jih boš podaril, prej se boš, boljš boš delal, a ne? Vedno pa, bom rekel, tudi, če veliko sekaš, narediš napako. Se mi je tudi zgodil že, a ne, sem poderal, kaj drevo je padel pa kaj dol. In najbolj zafrknjena so glih tiste, ki so najbolj enostavna. Najprej se zmotiš, ko misliš, da bo padel, kaj, že visi kaj, kamor bi mogel pasti, pa se zafrkne. Je treba biti res pri vseh drevesih pozoren, zbran in pa pomemben je, da pregledaš okolico, da pogledaš tam, da ni ljudi. Nujno moraš vpiti 3-krat, da podiraš. Ko začneš, vmes, preden pade, pogledaš, kaj kamor pade, se prepričaš, da ni nobenega in podreš. Jaz mislim, da je dober ratov. Tale je še tipi top. Hvala, da je vhlestva. Malo bom vklesto, ja še. Še prej morava obdelati koreničnik, pa tega le ne sme biti. Da smo imajo lovci kam usesti. Ja, tako je. Evo, se pa kar lepo po smodu. Daj mi povej, kako pa jaz doma, da je to hlestem, da nam kuj vas zmatram pa zgonen. Prva stvar, ki je, ne smeš v rokah nositi motorke, jo moraš, če se da, čim bolj vleč po deblu, oziroma, ko jo imaš na strani, kjer ti stojiš, a ne, jo odlagaš na nogo. A ne. V bistvu v teoriji bi lahko vse z eno roko klestil. Tako se ne dela, a ne. Ampak recimo na vzvod, a ne, žagaš, nagneš spet vzvod, a ne, in na nogo daš in spet vzvod. Delati moraš na vzvod in seveda, če imaš debele veje, moraš prvo paziti, da prežagaš stisnjena vlakna prvo, na koncu napeta, a ne, kakšne debele jelke, bukve, karkoli, prvo stisnjena, pol napeta, stisnjena zažagaš, ti začne stiskaš, tu vzameš ven na napetih, če je pa fajn dolga veja, jo pa odbiješ recimo 20-30 centi stran, a ne, tako da spustiš napetosti pa ob deblu, mora biti pa ob deblu odbita, ne štrcli, a ne. Pa bo, daj naprej. Jaz sem mislil še en droben drevo, ki visi, tis je pa nevaren, bi pa zaradi tega, da ljudje vidijo, kako se varno, pravilno lahko poseka drevo, ki je napeto. Pa tukaj le bi še pokazal ubodni rez, ker se ga zda zelo lepo pokazati na deblu. No super, pa bomo pa še to, evo. Keč je v tem, ko začneš s prvim zobom na ravnem delu letve in potem, ko narediš posteljico, a ne, tole je posteljica, poglihaš in potem imaš en del telesa zadaj, vedno, in rineš noter. Zakaj en del telesa zadaj? Zato, ker ti jo lahko vrže ven. In če delaš takole, se vžagaš. Zato je bolj, da ti v nogo prileti, pa te boli noga, pa si cel, kakor pa da se vžagaš. Vedno s polnim gasom. To se ne dela s pol gasa. Tole ti začne premetavati, če imaš preveč pobrane globinske zobe. V bistvu se ti rezilc preveč zapiči v les, namesto da bi odrezal, ti ven vrže, ker je prevelik upor. Kakšni pravijo, s fleksarco brusijo, a ne?
tisto nareže. Ja, skrhana, ampak je nevarna. Ne? Ti moraš imeti res pravilno pobrušene, da dobro žagaš. In pa imaš še globinske zobe, lahko brusaš za listovce pa za iglovce. Za listovce so malo manj pobrušeni, malo manj višine, za iglovce malo več višine. Še eno stvar bi lahko pokazal, ampak to pa nisem mogel prej na stoječem. Ker se lotiš podirati. A lahko tebe prosim, da se lotiš tega podirati, po domače. Tukaj nastal zasek. Jaz že vem, kaj sem prej pokazal. Ne, po domač povej. Je pa reten takole, a ne, nastavil. Ja, pa ne bi tako. Ker vem, kaj mi ljudje kažejo. Ljudje pridejo, oni se postavijo, kaj bi rad podiral, on pride v drevesu. Pogosto se zgodi, da pridejo pregloboko. Jaz sem zdaj le malo imel tukaj pocahnen, jaz sploh ne znam narobe delati, ampak pogosto pregloboko, pa s kazalcem sem dajal gas. Kak je motorka? Je vzporedno? Ne. Postran, a ne? Stran je, ja. Kak je postran? Pavc, kazalc. Če daješ gas s kazalcem, s pavcem. Še druga lega. Druga lega in je motorka narejena, da če držiš nosilni ročaj za tale del, moraš s pavcem dajati gas. In je vodoravno, a ne? To se pravi, to so pa ene take razlike med amaterjem pa med profesionalcem. Recimo, ja. Evo, Pa tudi amaterji, se je tle, Ne moreš. kuj drugač primaš. Ja. Aha, tle imamo pa daj še enega. Kako bo tega rešil, ak vidim, da je malo napet? Zelo pogost primer v naših gozdovih. Ta drevesa so dosti nevarna, prvič so drobna, težko je napeto podirati, tukaj so zelo hude sile od zadaj, ker visi naprej. In če bi od zadaj zažagali, se bi lahko to uklali in nas bi udarili. Zdaj, če je posamezen drevo, še toliko prej. Vedno moramo narediti zasek, oblikovati ščetino in na koncu prežagati peto. In na toliko drobnem drevesu je to mogoče malo drugačna tehnika. Pa bomo probali še z baterijsko. Dajmo probati, da vidimo. Ščetino oziroma zasek naredimo, se pravi kamor visi. Popravimo, če se vidi. Ščetino se oblikuje z obodnim rezom, problem pa je, da je treba obodni rez zapeljati vzporedno z streho zaseka, zato si damo v zasek palčko, ki je ravna, lahko je tudi debelejša, in oblikujemo ščetino, hkrati pa že spodžagujemo. Na zadnjem delu pa pustimo neprežagan del, to je peta. Pada! Če gremo zraven pogledati, ne moramo naravnost podžagati, ker če bi žagali tako, kot smo pri debelem drevesu, bi širina meča prišla dostikrat preko debla in bi samo drevo padlo že samo po sebi. Tukaj ni bilo videti, da je ne vem toliko napet, ampak kljub temu, če so to fajn napeta drevesa, tukaj peta drži, in zato je treba oblikovati ščetino in prežagamo, da pustimo peto navzgor in od zunaj peto prežagamo vedno s konico po stran. Zakaj s konico prežagamo? Zato, da smo daleč od nevarnosti. Če bomo žagali takole, se lahko kaj utrga, nam v glavo prileti. Če si stran, to so pač napeta drevesa. Lahko še enega na hitrico, če hočete. Dajva še tega, tako za podrek. Ja, ič. Pada! Zdaj tukaj se je pa mal en del debla obklal. Zakaj se je to naredil? Zaradi tega, ker že tukaj vidimo, da je bila trikotna ščetina, ni bila čisto vzporedna. Obodno je zelo težko narediti čisto vzporedno ščetino, če ne moreš oblikovati naravnost. Nisem imel nobene palčke noter in pogosto gremo lahko tudi tako mimo. Večja nevarnost je, ko delamo to sami, namesto da gremo ven, gremo lahko tudi noter in prežagamo ščetino, in ker je tukaj velika sila, nam bo list stisnilo in ne bomo mogli lista ven dobiti. V tem primeru moramo imeti rezervno žago, tole odžagamo, da drevo potem pade. Zaprav tle lepo je tale ščetina, gre preveč. Ta ščetina je šla preveč narazen.
Drugače pa to je en najbolj varnih načinov podiranja drobnih dreves. Ti lahko žagaš tudi toliko debel drevo na peto. Kakor je širina meča malo več. Tam ponovadi se tam prakticira tega. Ne, se ne. Ampak prakticira se na takih, ki so fajn visijo oziroma malo tanjših. Ko pa ponovadi devajo recimo amaterje. Amaterji pa sam v bistvu pogosto naredijo dve napaki. Prva napaka je, da sploh zaseka ne naredijo. Zasek je nujno potreben pri vsakem drevesu. Zakaj? To kajlo, ko vzameš ven, v bistvu rata zrak vmes. Dokler je tole les noter, ko nasede les na les, začne tukaj vleč gor in ga trga in se ukole. Ko ti to ven vzameš, ima prostor, da drevo se kam umika. In zato je treba vedno, pa ni važno, koliko debelo drevo, kajlo odžagati in jo ven dejansko vzeti. Druga napaka, ki pa je, večina jih žaga od zadaj, sej droben, kaj mi bo pa naredil, kaj ti bo tak drevo naredil, ubil te bo. Če daš pa glavo zraven, pa še to kuj. Zato je treba vedno na peto in drobna drevesa na peto edin, da po stran postaviš. A se že kdaj delali tako, da so recimo kajlo v drugo stran delali, kako nam bi drevo padlo, oziroma ali pa s kakšnim zamikam? Zasek vedno narediš v smeri podiranja, pika. Zato, ker pant je tisti, ki drži. Zdaj, drevo lahko visi, če podiramo v to smer, lahko takole visi. Ja. In če ti oceniš, že tukaj gor visi za 5 metrov recimo, ali pa 3 metre, prej, ko smo imeli točko določeno, če hočeš na to točko podrt, moraš za to, kakor visi v stran, meriti vedno v kontrasmer. Se pravi, če hočemo zadeti tole točko, moram vedno od te točke, zato ker visi v stran, v drugo smer podirati, zato da pade točno na točko. Zakaj? Ker če podiraš recimo na to točko, drevo visi, bo padlo mimo. Drevo pa začne, ko pada, pa če visi, dokler ne pride zasek skupaj, pada v smeri. Ko se ščetina odtrga, začne padati, kamor visi. Zato, ker več ni panta. To je isto kot vrata, če ne bi imel na vratih pantov. Po svoje. Ja. No, marsikaj novega sem se danes naučil. Verjetno tudi kakšen od vas. Tako da je Roman, hvala lepa. Malenkost. Za vse prikaze. Dajmo še povedati, kaj pa je res najbolj pomembno, ko greš v Gmajno. Ja, najbolj pomemben je seveda, da prideš živ in zdrav iz Gmajne. Aha, to se pravi varnost na prvem mestu. Varnost na prvem mestu, pa da tudi prav delaš v gozdu. Če boš prav delal, boš praviloma prišel živ in zdrav. Načeloma je to res, ja. Upam, da bova se kdaj srečala tudi na tečaju. Zavod za gozdove Slovenije organizira tečaje varnega dela z motorno žago. Si dobrodošel vedno na našem tečaju, da se kaj novega še dodatno naučiš poleg tega, kar si danes videl. No, sigurno. Da še ena stopnička višji. Tako. No, fajn. Vabljen tudi vi. Vse pa vidimo pa še v mojih Gmajnah, doma samo sekal pa hlestu pa tako. Tako da spremljajte. Živ!